Vsekakor je naš glavni argument še vedno cestna navigacija, absolutno je pa tukaj v porastu fitness, to se pravi govorimo o tekaških pripomočkih, tekaških urah, kolesarskih števcih in pa nautika. Nautika je v letošnjem letu tudi ena od naših panog, kjer smo se enostavno res lahko dokazali, da zmoremo in da imamo aparate za ta trg. Predvsem zaradi sodelovanja z Elanom in Sivajom. Pri cestni navigaciji kako pogosto dopolnjujete vaše zemljevide? Naši zemljevidi so Nautikovi zemljevidi, ki je, to se pravi, minimalna obljubljena nadgradnja je 4-krat letno. Vsaj 4-krat letno se obnavljajo, lahko tudi večkrat. V 90 dneh od nakupa je brezplačno, potem pa z kuponom Lifetime v doživljenjski dobi naprave. Kako komentirate prihod konkurenta TomToma na slovensko tržišče? TomTom je prisoten na slovenskem trgu že kar nekaj časa, ampak zdaj so očitno strnili vrste in določili samo enega distributerja in se samo z enim distributerjem soočajo potem z našim trgom. Absolutno moje mnenje in mislim, da tega mnenja ne delim samo jaz, je, da je saj za Slovenijo, ker oni so pač cel trg označili prihod na cel trg, balkanski trg, kamor so tudi nas umestili Italijani, ampak jaz mislim, da malo podcenjuje naš trg. Mi nismo balkanski trg, mi smo evropski trg. Če lahko rečemo balkanski trg, je mogoče razvijajoč se ta trenutek v Bosni, v Srbiji, v Makedoniji, Albaniji. Absolutno Slovenija je razvit trg na področju navigacij. To se vidi tudi to število navigacij, ki je bilo skozi vsa leta prodano in je stabilno, kar dokazuje, da je trg zrel, ne raste več skokovito. Tako da, če pa so oni ugotovili, da je tukaj še kar precej prostora, pomeni, da sem jaz zelo vesel in bomo tudi mi lahko še več prodali.